Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe in s podnaslovom Ko govorim, se zdravim. Naša današnja gosta je doktorica Glorjana Veber, predavateljica in pesnica. Glorjana je doma in v tujini nagrajena pesnica, prevedena v približno 40 svetovnih jezikov. Specializirala se je za proučevanje kvantne fizike v kontekstu jezika. Predava o delovanju in vplivu frekvenc v jeziku. Jezik je najpomembnejša valuta medčloveškega stika. Študije kažejo, kako je povezan z našim telesom in kako ga uporabljati, da bogatimo duševno, čustveno in fizično zdravje. Govorimo o kompleksnem področju, saj so raziskave odvisne od veliko spremenljivk konteksta in opazovane populacije, zaradi česar se tovrstne študije nenehno razvijajo, pravi Glorjana. Doktorirala je na Filozofski fakulteti v programu humanistike in družboslovja na smeri literarne vede s temo poezija, element družbene spremembe. Diplomirala iz politologije, nadaljevala študij magistrskega programa sociologije vsakdanjega življenja na Fakulteti za družbene vede. V okviru podiplomskega študija se je posvetila raziskovanju, kako osebna prepričanja, psihološki profil, norme, stališča in vrednote ter kulturno in socialno ozadje vplivajo na posameznikovo razumevanje in tolmačenje prebranega. Vpliv poezije na družbo je raziskovala tudi v okviru svojega inštituta IRIU z več kot 1000 eksperimentalnimi projekti s poezijo, imenovanimi literatura situacij. Nekateri so angažirali več kot 30 000 udeležencev. Je avtorica več doma in v tujini izdanih pesniških zbirk, med drugimi 3-krat razprodane knjige 500 duhovnih misli o življenju, modroko poimenovane po Akaškem polju, Akašejke. Zavedati bi se morali, da je vredno ustvarjati tisto, kar je dobro za nas in posledično za druge, da vztrajamo pri iskanju besed, ki gradijo mostove, še pravi Glorjana. Glorjana je z nami nocoj v studiu. Glorjana, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena. Hvala. Kako si, kaj? Zelo dobro. Po obdobju bolezni, pljučnice in vsaka stvar, ki jo doživimo, še posebej bolezen, nam vedno odpre neke nove atmosfere. Definitivno, ne. Ko vidimo tisto darilo, ki je v ozadju vsake še tako težke preizkušnje, smo povsem novi, ne, bolj resnični, bolj pristni, kot smo bili kadarkoli prej, ne. Tako. Odlično. Dajva iti kar na to temo. Ko govorim, se zdravim, sva dala podnaslov najine oddaje, kako nas v bistvu lahko besede zdravijo. Ali po drugi strani, kako so lahko besede, ki so nižje vibracije, lahko v bistvu ustvarjajo težke situacije bolezni. Ja, torej besede, pa pravzaprav vse, kar v življenju počnemo, je vedno ena skrajnost, torej pozitivno ali pa negativno, ne. Zdaj, ko govorimo o besedah in o frekvencah, je treba seveda razlikovati, ne. Nekaj je govor, ko ustvarjamo zvok, torej govorimo o valovanju, o gibanju, o zvoku in to je merljivo. Ustvarjamo frekvence, ki so visoke oziroma nizke, a ne. Ko pa pišemo, se pa dogaja nekaj povsem drugega, ne. Zato jaz, ko pričnem govoriti o tem področju, vedno rada poudarim, kaj je v znanosti univerzalno sprejeto, ne, kaj pa ugotavljajo posamezni inštituti, različne, da rečem, raziskovalne ustanove, a ne, da upoštevamo pravo metodologijo, da ne zavajamo. To vprašanje, ne, ki si mi ga zastavil glede torej zdravja in besed, bi mogoče najprej povedala, ne, da je že torej univerzalno sprejeto, torej namenoma uporabljam to besedo, da nizke frekvence, nizkofrekvenčni hrup slabo vpliva na zdravje. In kaj recimo to je, da rečemo recimo v praksi, se pravi zvok, ki ga spuščajo na primer in pa frekvence, a ne, od klimatskih naprav, naši računalniki, televizije, to so vse nizke frekvence, a ne. In na dolgi rok to škoduje našemu zdravju, na krajši rok so to lahko glavoboli, stres in tako naprej. Na dolgi rok, a ne, so pa lahko tudi to težja obolenja. In to je pravzaprav področje, ki se danes šele dobro razvija, a ne. In torej, ko
mi govorimo, tudi ustvarjamo frekvence, visoke ali nizke, kar si že tudi ti nekako napovedal, je odvisno od številnih spremenljivk. Definitivno. Ne? In to nam kvantna fizika danes govori, da je vse vibracija, vse energija. Mi smo menda 99,999% energija, vse ostalo je kaj? Ja, ostalo je pa pač prazen prostor, mislim, energija. In to je tisto, ki nam pravzaprav da najpomembnejše sporočilo, energija, to, kar si omenil. Je pa res, da opažam zelo danes v pogovornem jeziku, da se mogoče ne loči pojma frekvenca in pa vibracija. To je pač treba ločevati, ker recimo vibracija pomeni neko gibanje objekta ali pa delcev naprej in nazaj od neke ravnotežne točke, medtem ko frekvenca je pa tisto, kar mi danes govorimo, torej kako hitro se to gibanje pač ponavlja. In nizke frekvence, to je počasno gibanje, visoke frekvence so pa tiste, ki se hitreje gibajo. In ponavadi mi radi v pogovornem jeziku rečemo, da ima nekdo negativno ali pa pozitivno energijo, frekvenco, ampak to je pravzaprav samo pogovorno, ker frekvence niso pozitivne ali pač negativne. Ni to znanstveno strokovno. Tako, ni znanstveno strokovno, ker to se navezuje pravzaprav na naša čustva, ko rečemo, nekdo je pač pozitivno, negativno. Tako da v kvantni fiziki se to malce drugače prav pojmuje. Torej, vibracija je tista. Vibracija in torej frekvenca, ki pa potem to torej v nekem enotnem časovnem intervalu raziskuje. Zdaj opažamo, da se v veliko teh propagandnih mehanizmov v bistvu še ne zaveda, recimo mediji, da besede ustvarjajo te frekvence in vibracije, o katerih sva midva govorila, v vsakdanjem govoru tega zavedanja ni. Ja, jaz se vedno sprašujem oziroma rada razmišljam, koliko je to znanje dejansko prisotno, koliko se ga uporablja in koliko smo mi o tem znanju izobraženi oziroma vemo. In dejansko je ta diskrepanca, da to znanje se uporablja, posebej to, kar si omenil, propagandna sporočila, recimo ne pa toliko, da bi mi imeli to znanje, ker marsikaj od tega, seveda, kar se tiče teh frekvenc, ni dovoljeno, ampak se vseeno uporablja v marketinške namene, od vseh teh vsiljenih sporočil in tudi kakšna glasba, ki ustvarja občutke odvisnosti in tako naprej. Tako da to znanje zagotovo je na tistih mestih, kjer se ga želi, recimo temu, izkoristiti v negativne namene. Zdi se mi pa, oziroma se mi zdi, da kar tako je, da se premalo o tem govori. Govorimo danes o sovražnem govoru, ne pa o tem, kaj se dogaja z našim zvokom, z našimi besedami. Torej vse je energija. Naše besede so energija in je zelo pomembno, katere besede uporabljamo. In tudi ton, višina glasu, mislim, ta barva glasu, to je vse energija. Ja, točno tako. In še ena stvar je zelo pomembna, kar smo midva že v uvodu pravzaprav nakazala, ko si tudi rekel, da je to področje, da se nenehno razvija in da je zelo kompleksno. Zakaj? To ni nekaj, kar bi zdaj samo rekli in skušali to področje mistificirati ali kaj podobnega. Težko je zaradi tega, če čist laično razložimo. Recimo v ta prostor zdaj prihaja nek zvok. Recimo, in kako mi dojemamo ta zvok, je odvisno tudi od našega slušnega aparata. Tvoj je drugačen od mojega. Torej, nek zvok bo imel na tvoje telo, na tvoje celice, drugačen vpliv kot na mene. In tudi ljudje seveda ustvarjamo različni zvok, ker imamo različne glasilke. Torej,
jaz rečem temu, ta prehod, ki se zgodi na tej poti, ki ga zvok naredi do nas, do naših te celic, torej kakšen vpliv ima. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da se uporabljajo v medicinske namene, tako visoke kot nizke frekvence, in samo enoznačno reči, katere frekvence so dobre in katere slabe, pravzaprav ni prav, ker je res pomemben ta kontekst. Ok, bomo nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v naši oddaji Moj odnos do samega sebe. Z menoj krasna gostja, dr. Gloriana Veber. Ja, ko govorim, se zdravim, je podnaslov najinega pogovora. Gloriana, ali obstaja kakšna razlika med pisano in govorjeno besedo v energiji, vibraciji, frekvenci, kakorkoli? Ja, to smo že malo nakazala prej, ampak torej bolj konkretno, torej tako, kot sem že omenila, ko govorimo, ustvarjamo zvok, in to je merljivo, ima frekvenco, to je merljivo z spektrografom in tako naprej, ker ustvarja zvok. Zdaj, ko je pa beseda napisana, ko jo beremo ali pa ko razmišljamo, je pa zdaj to delikatno. Zdaj, frekvenca je pogojena z gibanjem. Zdaj, če bi se mogoče najprej osredotočila, torej na naše misli, ko mi razmišljamo, nevroni potujejo pač v naših možganih, torej se ustvarja neko gibanje, valovanje. Torej bi lahko rekli, da torej se ustvarja frekvenca. Zdaj, kako je pa zapisano besedo, torej, ki ni izgovorjena, kako zdaj to zmeriti? Bi se pa mogoče zdaj tukaj vrnila na tisto, kar sem prej omenila, da nekaj imamo v znanosti, kar je univerzalno dokazano, nekaj so pa tiste študije, ki so bile zdaj narejene po svetu, tako, če konkretno, Rusi, Švicari in še druge države, so pa seveda izvajale poskuse z vodo, recimo, ko se na vodo, na kozarec vode, nalepi neka beseda, bodisi pozitivna, ki izraža ljubezen, ali pa negativna. Saro emoto tudi, ne? Ravno to si mi sedaj vzel iz jezika, kar sem ga želela omeniti, in to seveda ni nič novega. Te njegove poskuse že mi dolgo poznamo. In kar je pa zanimivo, je pa to, Rusi so šli pa korak dlje, ruski poskusi. Oni so pa dali posameznikom za piti tako vodo, in so potem takoj, ko so spili posamezniki to vodo, pregledali torej njihovo kri. In seveda ugotovitve so, da ne samo voda, tudi naša kri, človeška kri, takoj reagira na besede. Smo 70% menda iz vode, ne? Tako. Skratka, te in še druge podobne študije dokazujejo, da pisana beseda prenaša torej informacijo, pozitivno ali negativno, pač na nas, oziroma torej voda in preko vode do nas. In seveda na ta način zopet vpliva torej na naše zdravje. In zato je res zelo pomembno, bi jaz rekla, kar se tiče besed, sama, ker tudi pišem poezijo, moram reči, da sem zelo previdna, ali pa temu rekla, se zelo opazujem, ko berem kakšna čustva, se v meni zbujajo, bo rekla, čustva, ne samo tista, ki jih prinaša samo vedenje, o čem knjiga govori, ampak torej, da se vedno opazujemo, ko govorimo, predvsem pa preden začnemo govoriti, da mi ustvarimo prostor, iz katerega bodo prihajale besede. Da se povežemo s seboj, s svojim srcem, bistvom. Tako, in da če vstopamo v pogovor, ki, bom rekla, terja kritiko, da je ta jasna, da ne žali in pa da je predvsem s tem dobrim namenom posredovana.
Absolutno, ne. Zdaj, velikokrat slišimo za toksične besede. Zdaj, kakšen vpliv imajo tudi na družbeno klimo, na posameznike, tega je ogromno tudi na socialnih družbenih omrežjih, ker se ljudje pod lažnimi imeni skrivajo in svojo gnojnico, bom rekel, zlivajo, svoj gnev, pokažejo verjetno ta odnos, ki ga imajo v sebi, in to energijo stresajo, to je kar škodljivo. Ja, seveda socialna omrežja so kanal, ki omogoča, da se skrijemo oziroma da frustracije tam odložimo. In anonimnost to omogoča, da lahko torej vsi ti troli in tako naprej, da lahko to nekako zakamufliramo, da temu tako rečemo. Ampak kar bi pa jaz rada pri tej temi, ki si jo zdaj odprl povedala, je pa to, da nam to tudi nas navdaja z občutkom, da ko torej anonimno oziroma namenoma nekomu govorimo ali pišemo slabe, negativne besede, torej negativna vibracija, da se to nas ne tiče. Mi v tem primeru nekomu privoščimo slabo. Ampak poznamo ta reka, da se dobro z dobrim vrača, slabo z slabim. Jaz bi pa tako rekla, najbolj preprosta razlaga, da vibracija je najmočnejša tam, od koder prihaja. In če mi dajemo negativno informacijo, torej na kakršenkoli način, smo najprej dali sebi. Torej, že potem, če mi torej neke negativne besede, negativni jezik, jaz smo rečem mrtev jezik, uporabljamo, v prvi vrsti škodujemo vedno svojemu telesu. In potem še seveda drugim. So ta stara modrost, kar delaš drugemu, delaš sebi, ker smo v resnici ena zavest. Če bi se ljudje zavedali te globe resnice enosti, kar nam zdaj tudi kvantna fizika govori, bi drugače mogoče delovali. Tako, kvantna fizika, mislim, jaz sem resnično vesela za to področje, ker je marsikaj, kar prej ni bilo dokazljivo, je že dokazala, verjamem pa, da tudi marsikaj še bo. Ta kvantna povezljivost, mogoče superpozicija lahko omeniva. Tako, ja. Mislim, to področje je res fascinantno. To, kar si omenil, superpozicija, ko imamo en, da rečem tako, delec ali pa če kar sebe vzamemo na nekem mestu, mi v tistem trenutku je tisti delec, imamo 10 možnosti, kje smo lahko in mi se odločimo za enega. Mi kot v bistvu, ko opazujemo, s tem prenesemo to v to resničnost tukaj in zdaj tudi ta poskus dvojno režo tudi je pokazal, da mi smo zavestni opazovalci in ko opazujemo, se nek delček konkretizira. Je nekje, sicer je pa lahko v tej superpoziciji celo na 3000 lokacij istočasno. Točno to in to, ko pravijo, da smo ni za lase privlečeno, da smo na 10 mestih hkrati. In to, da že mi, ko nekaj opazujemo, že vplivamo na tisto stvar. To je valovanje. Kaj bi pa rekla mogoče v teh paralelnih svetovih? Menda obstaja nek naš dvojnik tam nekje? Tako. Mislim, jaz pravim, da v vsaki stvari je nekaj resnice. In o tem sem zagotovo veliko brala. Ampak jaz bi tudi tako rekla, razsežnosti našega uma so res in srca, seveda, so neomajne. In te sposobnosti, da se za svojo zavestjo, kar je seveda dokazljivo, prestaviš na drugo lokacijo, posebej Rusi, če se zopet vrnem tja, so to uporabljajo, razvijajo. Tako da jaz bi rekla tudi paralelne svetove, tudi na ta način je to možno torej razlagati in dojeti. In to je hkrati seveda zopet frekvenca, ker frekvenca je tista, ki je v tem trenutku, če se zdaj navežem na to, kar si ti zdaj rekel, v tem trenutku je tu in hkrati tam. Torej ni več tiste predstave od te točke do one točke, tako so nas učili, ampak v tem trenutku je že tam. To je v bistvu... To je to, da je zdaj vse, kar je zdaj in je ta trenutek. Ta trenutek, ja. Vse, kar imamo, edina resničnost. Tako. Odlično. Mogoče še za drugi del,
Kaj pa pozitivne energije, vibracije, recimo sveti spisi, če v sanskritu poslušaš kakšne te mantranja, recimo kakšne te svete spise, kako pa to pozitivno mogoče vpliva? Ja, zopet, brala sem študije, ki so bile zopet poskusi s tem in sem zelo vesela, da si to omenil in so merili to. Se pravi, šlo je za merjenje različnih tekstov, od tudi svetih spisov, in kaj se dogaja z človeškim telesom. In pač razlaga je bila ta, da zopet sveti spisi, mantranje, kako, kaj se takrat z zvokom dogaja in kako vpliva na telo. Torej, tako se razlaga, ko ti mantraš, gre za neko ponavljanje, ki ustvarja v telesu občutek miru, torej neke spokojnosti, neke ljubezni. In zagotovo seveda lahko trdimo, ta znanja so v preteklosti bila veliko bolj prisotna med ljudmi in več smo od njih vedeli in so se uporabljali tudi glede vode, kot pa danes. In mantre, molitve v različnih religijah, jim je prav to skupno, torej ta zvočni učinek, kako vpliva pač zdravilno na telo. In torej znanost to danes dokazuje. Ja, odlično. Bova nadaljevala v kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Moj odnos do samega sebe s krasno gostjo, doktorico Gloriano Veber. Ja, obe za Manco Košir, ki je, vemo, pred časom žal zapustila to zemeljsko bivanje, sta že bili gosti v naši takrat oddaji Prebujeno srce Slovenije. Ja, Gloriana, kako ti doživljaš Manco, kako si doživela tudi ta njen prehod? Verjamem, da smo vsi čutili zelo, jaz sem bil tudi na pogrebu, res se je čutila njena energija, ljubezen, milina, toplina povsod. Ja, to sem tudi večkrat rekla, da ta kombinacija globoke žalosti in globoke ljubezni, to dvoje združeno, mislim, ta občutek se je meni, solze, na drugi strani pa ta njen smeh, ta njena energija, ki je vedno v pogovorih živela v vsem, kar je počela. Ta občutek, bom rekla, nekega rojevanja. In vedno, ko sem se z njo pogovarjala, sem imela ta občutek. In tudi zdaj se čuti. Ampak bi jaz prebrala, ravno tu se mi je namreč, ja, se mi je prejle odprlo, ta knjiga, pa bi mogoče kar tu, kjer se mi je odprlo, prebrala, je že bilo tako namenjeno. Tako. Naslov je pa Amen. Svet se ruši. Ne pobirajmo ruševin. Ne zidajmo s starimi zidaki. Čas je za novo, na drugačen način. Pustimo, da se sesuje, kar se zrušiti mora. Zaupajmo, da novo že raste. Kdor je spregledal, bo videl in dodal svoj zlati kamen. Amen. Ja, res je. In to se zdaj dogaja. Staro se ruši, novo nastaja, in dejansko smo na nekem prelomnem obdobju, prehodnem obdobju, ki je seveda zelo transformacijsko, veliko se dogaja tudi globalno, vse te vojne. Kako ti vidiš, doživljaš ta čas? Ja, sama sem zelo senzitiven človek, vedno sem čutila neke detajle in to, in mogoče ljudje, ki smo bolj senzitivni, bolj rahločutni, še bolj močno to doživljamo kot drugi, nas še bolj na različnih področjih življenja to se dotakne. In vsekakor vse stvari, ki se dogajajo, so tudi ze strani frekvenc, mislim, so podprte, se da neke stvari izmeriti, da se spreminjajo, kar se tiče naše Zemlje, in to seveda povzroča na vseh
področjih, a ne, spremembe. Zdaj, moje osebno mnenje, vse karkoli, a ne, se spreminja, tako v negativnem kot tudi v pozitivnem smislu, a ne, ima učinek na naše dojemanje sveta, pa če si to seveda priznamo ali pa če si ne. In predvsem se mi zdi v takih obdobjih pomembno to iskanje tega ravnovesja, tega prostora v naši notranjosti, a ne? Ker naše telo je res en tak čudež. Naše telo vedno teži, da se vrne v ravnovesje. A ne? In ko pridejo težki časi, a ne, energetsko, ko se dogajajo stvari, spremembe, a ne, ko se te energije spreminjajo, je težko, se naše telo vedno avtomatsko po naravi želi vrniti v to ravnovesje. In včasih je dovolj samo, da se ne upiramo vsemu. In vsem tem občutjem, tem negativnim, a ne, pač dovolimo, da telo poskrbi za nas, a ne, samo telo bo našlo to frekvenco, a ne. Mogoče bi se tukaj sam navezala zdaj na to, kako vedno radi ljudje brskamo po podzavesti, a ne, tam so naši vzorci, kar je seveda dobro, a ne, ker marsikaj ostane iz otroštva, to vsi vemo, pa naše, pa scenariji, pa vloge, ki jih igramo, pa to, a ne, in to raziskujemo in brskamo, a ne, da bomo to rešili, ker pa včasih bolj kot koplješ, pravijo, pod reko bolj smrdi, da sem zdaj kar po domače povedala. Včasih pa pozabljamo na ta naš višji jaz, a ne, pač prepustiti, da se stvari zgodijo, a ne. In če gledam zdaj to širše družbeno okolje, seveda moramo biti aktivni, ko govorimo o politiki, ne govorimo o tem, da kar vse prepustimo, ampak tudi sila, a ne, ni ta vibracija, pač ni dobra, a ne. Zelo dobro se mi zdi ta misel, da če želimo, da nekaj novega pač zraste, se ni potrebno uničiti nekaj, kar je staro, torej, da se zopet nečesa z negativno vibracijo lotiš. Ampak, ko že ti vzgajaš nekaj novega, ko začne to rasti, začne tisto staro, a ne, odmirati. Če rečemo pa bolj zdaj v družbenem smislu, nekaj ne uporabljamo več, a ne, in začne na ta način odmirati, ker več tega ne uporabljamo. Ne. Ja, definitivno. Torej, v bistvu se poslavljamo počasi od starega, ne, za transformacijo, s poglabljanjem v sebe in dejansko tudi vidimo tisto dobro v nas, ne, in da smo hvaležni za vse, kar že imamo, ne, in šele ko zavestimo, da v bistvu vse dobro, ne vem, ljubezen, varnost, mir, svoboda, vse te potrebe, ki so transpersonalne, ki so duhovne, vse to že je v nas, lahko potem lažje kreiramo več dobrega v svoje življenje, ne, da se poglobimo. Tako, več lažje, tako kot si rekel, dobro kreiramo, hkrati smo pa že na ta način zaščiteni, a ne, pred negativnim, a ne, mislim, resnično to so čisto vsakodajni izzivi, v tako družinskih kot službenih okoljih, a ne, ko si napaden, ker smo različni karakteri, ko se skregamo, ko smo, a ne, v tistem efektu, a ne, in seveda v efektu reagiramo ponavadi tako z največ tistega, kar imamo v sebi, ker tisto pač prevlada, ali pa potlačeno, ker tudi to želi na dan priti. Za nekaj danes govorimo o frekvencah, a ne, bi mogoče rada opozorila tudi na to, a ne, da ko pride do takšnih debat, a ne, ki pa niso več debate, ko naš glas preraste, vse to, ali pa seveda iz nasprotne strani, predvsem to mislim, a ne, da vdihnemo, a ne, ni treba na isti način nazaj, da samo ustvarimo nek, rekla, prostor tišine, a ne. Zaradi tega, a ne, ko nam nekdo zelo strastno govori, a ne, in ko mi začnemo zelo strastno nazaj, a ne, se te energije začnejo trkati druga od druge, a ne. Vsak se želi zaščititi, biti varen, a ne. Ko pa mi sploh ne reagiramo, ko samo ustvarimo tišino, pa nasprotna stran avtomatsko zelo hitro opazi, a ne,
aha, zdaj, kaj pa zdaj tišina? Opaziš, da se v bistvu sam s seboj pogovarjaš. A ne? In takrat, ko ti ustvariš to varno polje tišine, lahko potem pristopiš za neko besedo, ki je v nekem mirnem tonu in ki seveda vzbuja, če moramo nekaj težkega povedati, a ne, je torej uporabiti jasne besede, a nikakor kakšne manipulacije vsebini, da mi začutimo, a ne, iskrenost, jasno in pa miren ton. A ne. Torej, da smo tudi mogoče v tej tihi empatiji najprej, a ne, da pustimo, da se preko človeka se transformira, kar se mora, držimo varen prostor in potem sočutno nekaj nazaj povemo, ok, ob tem, ko slišim tvojo jezo, stisko, nemoč, čutim, da ti je pomemben mir, svoboda, spoštovanje, pa tega nisi dobil s to osebo, ne? Tako da malo poreflektiramo nazaj sočutno. In tako človek stik s sabo najde. Ne? Tako, ne? In vedno se zopet vrnemo, ne, k temu osnovnemu sporočilu, ne, kot je ta oddaja, torej odnos do sebe. Ne. Zato je pomembno, da vlagamo v sebe, pa ali gre za področje raziskovanja frekvenc besed ali česarkoli drugega, ne, ker s tem oplajamo, ne, tudi druge. Ne. In rada bi resnično to poudarila, da vedno opazujemo, kaj največ počnemo. Ne. Mi smo danes izpostavili besede, torej veliko govorimo, torej zelo pomembno, kako govorimo, ampak so še tudi druge stvari. In tistega, česar največ počnemo, tam je zelo pomembno, kakšna je ta energija. A ne. Karkoli je, lahko je tudi hobi, ker tudi tam lahko nekaj, ne vem, nekakšna negativna vibracija in vzorec. In ta odnos do sebe, ne, predvsem torej opazovanje jezika, vsega. Ne. Definitivno. Mogoče samo še zaključne misli, ker se nam je že čas iztekel, kako hitro gre. Ja. Relativni čas, kaj bi rada predala za naše gledalke, gledalce, glede besed, govorjenja? Ja, rada bi pač predvsem povedala to, da besede niso samo pomen, ampak je vse tisto, kar besede nosijo in je bistveno, a ne, tako kot naše telo, in to je energija. Bodimo radodarni do te energije, naj bo čim bolj svetla, naj bo čim bolj ljubezniva in bo tudi naše telo, ne samo okolje, ne, vedno radostno odgovarjalo. Odlično. Hvala ti, Glorjana, za obisk. Hvala enako, hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Tako da hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe. Tako da uživajte življenje, pazite na svoje besede in se vidimo prihodnjič.